Evropsko nogometno poletje bo doživelo še en vrhunec. Za prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov med slovenskim in luksemburškim prvakom je na razpolago le še nekaj vstopnic. Po ustaljenem ritmu Darko Milanič s sodelavci pripravlja moštvo. Najprej zadnji trening v Ljudskem vrtu, potem pa odhod v karanteno v hotel Betnava. Na zadnjem treningu so sodelovali prav vsi nogometaši, izjemi sta dalj časa poškodovana Viler in Milec. Tudi Agim Ibrahimi je treniral na polno. Pričakovanja in napovedi pred tekmo z Dudelanžem sta na novinarski konferenci pred odhodom v karanteno strnila Goran Cvijanović in Darko Milanič. Priprave na to tekmo, katera je jasno zelo pomembna, potekajo po ustaljenem ritmu. To pomeni, da po današnjem treningu odhajamo v karanteno, v kateri bomo jasno še izkoristili čas, katerega imamo na razpolago do jutrišnje tekme, da se detaljno pripravimo na tekmeca, da se še kaj pogledamo, dorečemo. Jutri imamo še en trening. Kar se tiče kadra, so vsi razen Vilerja in Mileca na voljo. To pomeni, da smo danes na današnjem treningu trenirali v zelo velikem številu in fantje so pripravljeni na ta dva dvoboja. Tako je, 3 zamenjave imajo. Na desnem boku imajo novega igralca in v špici in pol špici. Oba igralca, katera sta v napadu, sta se na teh srečanjih do sedaj zelo izkazala. Z zadetki, z prodornostjo, agresivnostjo, upornostjo. Tako da sta sigurno dodana vrednost glede na lansko leto. Sigurno, ekipa Dudelanža ni kar tako izločila Salzburga. Pokazali so, da so kvalitetna ekipa, imajo določene spremembe na lansko leto, določeni igralci so prišli, vendar mi smo dobro pripravljeni, dobili smo vsak igralec posebej DVD-je, skupaj smo si tudi ogledali, tako da imamo še danes čas, da si še dodatne malenkosti pogledamo, je pa treba iti v tekmo z velikim spoštovanjem in ekipa Dudelanža ni kar tako. Lahko rečemo, da mi moramo prevzeti to vlogo favorita in mi se tega zavedamo, kar bomo tudi jaz jutri, verjamem, da bomo jutri pokazali in kaj je novega. Bili smo že lani v vlogi favorita, tako da tudi letos smo v tej vlogi favorita, ampak to ni nič kaj novega, mi smo se dobro pripravili, pogledali njihove dobre, slabe lastnosti in jaz verjamem, da bomo to pokazali tudi jutri na tekmi. Mi smo si pogledali te tekme s Salzburgom in videli smo, da so najnevarnejši v teh protinapadih, imajo zelo dobre igralce v vrhu napada, kjer so zelo hitri, močni. Tukaj mislim, da je njihov najmočnejši del, kjer bomo mi poskušali to zastaviti, ampak če bomo mi z našo igro, če jim bomo usilili na stil igre, mislim, da ne bi smeli prihajati do nekakšnih priložnosti. Tako je, prepričan sem, da nam bojo gledalci dali točno to, kar rabimo. To pomeni, da nam bojo dali dodatno moč. Mi se na jutrišnji tekmi niti slučajno ne smemo skrivati. To, da smo v vlogi favorita, to, da je nasprotnik nevaren, to, da je Salzburg opozorilo, ne sme pomeniti, da bomo mi na igrišču stali in čakali, ampak da bomo napadali, da si bomo upali napadati globino, da bomo upali igrati, da bomo upali tudi riskirati v napadu. Hkrati pa, da bomo zelo pozorni na to, da ne izgubimo žogo v nekem trenutku, kjer bi lahko bil nasprotnik nevaren. In pripravljeni moramo biti tudi, če nasprotnik uspe tu pa tam kakšna kontra, da to kvalitetno rešimo. Do zdaj smo velikokrat to rešili kvalitetno, prepričan sem, da bomo tudi jutri. Navijači nam bodo sigurno dali veliko energije, oni odlično čutijo, ko igramo dobro oziroma ko nismo dovolj dobri.